ciničnega nasmeha in posmehovanja smo vajeni strani tistih, ki so se zataknili na nivoju nizkotnosti, ki so narobe integrirali svoje arhetipe duše in vrtijo čakre v kontrasmer. Zdaj vse to troje, kar sem naštel, spada v mešanco znanja o čakrah, razumevanja nivojev zavesti in pa Karlovo od Karla Junga arhetipi duše. Ko človek razume vse to troje skupaj, nekako razume, kaj se ljudem dogaja, kako funkcionirajo, zakaj tako funkcionirajo, in če razumeš, zakaj tako funkcionirajo, je precej lažje. Ampak kljub vsemu je današnji naslov oddaje Čustva so vrata. Kaj sem hotel s tem povedati? Čustva so nekaj, kjer so narcisi vedno šli s prsti glih noter, kaj v čustva. Tudi sistem je rinil v čustva, ne? Torej strah, zmedo, kaos, občutek sramu, krivde, dolžnosti, palca, korenček in tako naprej. Vse to so principi in prijemi družbe in, bom rekel, ljudi, ki izhajajo iz naslova ega, ne? In dokler mi čustvene stabilnosti ne vzpostavimo do popolnosti, takrat smo mi ujetniki čustvene zmede. Mi smo se večkrat pogovarjali, kako zelo pomembno je ustabilizirati čustva, kajti čustva so naši konji po eni strani, po drugi strani pa so čustva čutila, s katerimi občutimo tisto, čemur se reče ljubezen, radost, veselje, življenje, mir in konc koncev z eno besedo, nič besa oziroma ne besa. Ne? Nebesa so občutek in ne da se nebes občutiti, če pa imaš te občutke razštelane. Ne? V eno pijačo gre sladkor, v drugo pa sol. Ne moreš dati sol in sladkor in čili in cimet in vanilin sladkor, vse skup pač ne gre in treba je stvari stabilizirati. Sol posebej, cukor posebej, čili posebej, poper posebej in tako nekako podobno je s temi našimi čutili. Dokler pa mi ne stabiliziramo teh čustev v popolnosti, potem pa je to ena mešanca, en zblojen kaos, iz katerega ne moramo razbrati kaj in kako, in čustva sploh nimamo definicije. In spomnite se, kolikrat so vam v življenju rekli, ti pa tudi nekaj saj naš, pa tudi preveč občutljiv, pa tako naprej. To ni res, mi smo bili premalo občutljivi in občutljivost so nam hoteli razštelati, da ja ne vemo, kaj je prav in kaj je narobe. In res je, tako kot praviš, Marjana, točno preko čustev so nas spravili iz ravnovesja in tudi sami znamo sebe spraviti iz ravnovesja zaradi čustev, ker smo na nekoga navezani, na nekaj smo navezani in iz tega naslova težko izpustimo, čeprav se zavedamo, da je to za nas toksično. Vsi poznamo toksične odnose, narcistične odnose, ki so bolj boleli kot pa hranili, so bolj črpali kot pa polnili, so bili bolj hladni kot topli, vse to vsi že poznamo. In čustva so nekaj, kar mi moramo stabilizirati. Pa vendarle lahko reči, ja, ko me pa tako boli, ko se pa tako sekiram, ko se pa tako mi gre vse narobe, ne? Ko pa me nihče ne mara, ko pa me vsi čudno gledajo, ko pa alo, tvoje čustva so tvoje čustva, za tvoje čustva drugi ne skrbijo. Ne skrbijo, da so v zmedi pa v kaosu. Ja. Kaj ti veste, čustva človeku zameglijo razum, čustva zameglijo pogled. In smo večkrat slišali, ljubezen je slepa. Mislim, slepa. Ljubezen, taka kot so nam povedali, ja. Ampak ljubezen je bistveno več kot to, kar smo bili kadarkoli naučeni. Ljubezen do partnerja tebi zamegli tvojo realno sliko o svetu. Tebi se zdi vse rožasto, vse se da, vse bo šlo, kar seveda v ljubezni močno drži, ampak mnogo nas je padlo na lepe besede, bomo rekli na šarmiranje, ki so ga
bom rekel, dobri igralci. Ego je igralca, ne? Narcisem je tudi igra. Ne? Nas so dobri igralci zelo dobro posnemali in nam odigrali vrhunsko igro, ki je bila nam najbolj po godu, in iz tega naslova smo čustveno otopeli, se odprli in padli na limanice do te mere, da smo se na ljudi ali pa stvari navezali, a ne? In ker smo bili navezani, se nam je zdelo, da je to. In potem smo prišli do točke izkoriščanja, črpanja in smo začeli veneti, ampak navezani smo bili pa še zmeri. Je pa sej, čas me ima pa tako rad, ne, ampak čas pa kriči pa me tepe, ne. Ampak drugač me ima pa ful rad. Ampak drugač pol me pa po telefonu 20 minut ali pa 3 ure pa me toliko počrpa. In jaz sem toliko utrujen od vsega tega ali pa utrujen. In nekje mora človek reči, alo, enough is enough. Ne? Če toksično je toksično. In če sem se umaknil iz tega, to ne pomeni, da sem hladen, ampak da je to proces zdravljenja. In proces zdravljenja je tisto, kar smo omenili že včeraj in večkrat do zdaj, kar je najtežja pasaža v človeku, prehod iz stopnje 200 na stopnjo 400. Če se pogovarjamo o Hawkinsovi lestvici. Ta pasaža je najtežja, tle čustva izgubljajo svojo staro interpretacijo, če tako reči. Navezave čustvene se začnejo raztapljati med 200 in 400 in tle mora človek biti radikalen in začeti vzpostavljati čustven odnos v odnosu do sebe. Mi smo ta čustva talali k bombone. V bistvu so pa to naša precious energy. Torej, najbolj sveta energija so naša čustva. In ta čustva niso za talati naokrog. Sploh pa je to izvor energije. Ker čustva lahko nekje najdemo usporednice med čakrami. Če se prav vrtijo, je prav. Če se narobe vrtijo, je narobe, če se pa ne vrtijo, ni pa nič. Ne? In mi vsa ta čustva lahko razteramo v glih narobe. Ne? In ne smemo tega narediti, zaradi tega, ker moramo mi sploh znotraj sebe definirati, kdo smo sami in kam bomo s temi čustvi šli. Ne? Mi smo se pogovarjali, da je treba to našo energijo zelo lepo čuvati. Nujno potrebno je, da jo čuvamo. Po drugi strani, pa kadar nismo narejeni za to, da jo čuvamo, smo ja. Čuvati pomeni, da jo ne polivaš oziroma ne dopuščaš, da ti je črpana. Da nekdo s čustvenim napadom, kar je za ego zelo značilno, da ti takoj da občutek krivde in ti iz čustev reagiraš in je bitka. Da ti znaš zavestno vedeti, kaj razumeti, kdaj si napadan strani ega, kdaj tvoj ego že pozna meje. In ta energija, ki jo imamo, je namenjena, da jo pretakamo drug med drugim, drug do drugega z naslova duha. Da si pretakamo energijo na dušnem nivoju. Ne pa, da duša uliva v ego, ego pa to potepta na drugi strani, narcis recimo. Mi naše energije ne moramo in ne smemo kar stresati naokrog, ker v tem primeru smo sami opeharjeni življenjske energije in posledično je kaj rezultat? Večna utrujenost. Utrujenost, iz katere se ne moreš sploh pobrati, ne moreš se nafilati in to ni prav. In če hočemo pravzaprav doživeti tisto stopnjo, ki ji rečemo 500, stopnjo ljubezni, in da jo konkretno sidramo, ne samo da se jo dotaknemo, ampak da jo sidramo, mora biti naša čustva zelo, zelo lepo organizirana. Vedeti moramo, da so čustva tako kot neke vrste konji. A ste to že slišali vsi? Konji, ki vlečejo kočijo.
A smo to že govorili? A še kdo ne ve, kaj so usklajeni konji, ki vlečejo kočijo? Ali že vsi veste? Čas pa vas pozdravim, pa mi napišite, kdo še tega ne ve, kako je s konji, ki vlečejo kočijo oziroma težek voz. Pa dobro jutro in Marjana in Leja in kdo je prišel še, pa je prišla Marina, oprosti, dobro jutro, pa Zvonka, pa Maja, pa Urška, Živzi, pa Flopi, tudi ti, dobro jutro. Flopi, ti ne veš, kako so konji. Vsako čustvo, Boštjan, ti tudi ne. Odlično, Beti, ti tudi ne. Dobro, pa bomo ponovili, saj smo že večkrat, ampak bomo še. Naša čustva so kot konji, naš pa je kot kočijaš. In če so naša čustva nestabilizirana, torej kočijaš nima povezave s konjem, ki je vezan na strah, s konjem, ki je vezan na moč, s konjem, ki je vezan na pogum, s konjem, ki ima lastnost ljubezni. Če ti konji niso v povezavi s torej s kočijažem, potem, kadar konji vlečejo, pa grejo in vlečejo to kočijo, se bo eden ustavil ob luži, drugi se bo ustrašil, ker bo v grmu nekaj počilo, tretji se bo ustrašil kače oziroma palce, ki jo bo zamenjal za kačo, in ti konji bezlajo. In s tako kočijo ti ne prideš nikamor. Ko pa imaš ti razdelan odnos z vsakim od teh konjev, potem pa te konje lahko skupaj daš v uprego in ta uprega lahko vleče težke, velike, močne tovore in zelo hitro lahko potuje. Se strinjamo. Torej, dokler ti čustev nimaš pod kontrolo, to bezla vsako po svoje, pride najmanjši zunanji dejavnik, neke vrste provokacija in tebe to vrže iz tera. Ne? Imamo mi tak pokazatelj, ko ljudje glumijo in igrajo duhovnost, igrajo, da so ne vem na kateri stopni, ne vem kva, pa pride zunanji dejavnik in ponorijo takoj, znorijo, padajo ven. Torej njihovi konji so daleč od tega, da bi bili pod kontrolo. Izgledali so pod kontrolo v mirni situaciji. V mirni situaciji ni težko biti miren, na samotnem otoku ni težko biti miren, ne? Ker te noben ne razvrva. Mal težje pa je to biti v družbi, težje. Mal druge so zahtevane, kako se temu reče, veščine, da se ti znaš. Hej Slovani, nek se burom sve raznese. Duh salama. Zemlja nek se trese. Kano klisurine. Proklet bio izdajica. Ja, ti konji oddaleč lepo zgledajo, ampak v prvi situaciji kaosa oni razpadejo in razpade in uprega in kočijaš pade dol, zgubiš tudi bi človek rekel, se ti hoče kar v glavi zmešati. Ampak satanovo maslo je bilo, da nas štrca direkt po čustvih, kajti to je tisto, kjer smo mi najbolj zamegljenega in zamegljenega vida. Torej, kadar imamo mi čustva pod kontrolo, takrat imamo tudi bolj jasen vid in razum. In to nas pelje do razumevanja, večplastnega razumevanja. Vidimo mi Trumpa, ki je naredil carine, ampak ne vemo zakaj, če nimamo razuma, če ne znamo večplastno gledati. Lahko slišiš medije, pa reče, Trump je baraba, dvignil vsem carine, vsi bomo zdaj to draže plačali, ljudje bomo umrli zaradi tega, ker je Trump dvignil carine na recipročno vrednost. Pa ni res, ne? On je to naredil z nekim namenom. A ga razumemo? Delno, verjetno popolnoma ga razume le peščica, ampak že se kažejo neki odzivi, zdaj pa ne znam, tudi jaz nisem danes uspel preveč se poglobiti v to. V kontekstu banke razpadajo na Kitajskem,
kar pomeni, da le ni to tako, kot je naven zgledalo. Ampak to je ena izmed večplastnih zgodb. Jaz se bolj rad spuščam v večplastnost razumevanja čustev, nivoja zavesti, stabilnosti uma in tako. Amerika se je izstopil, Flopi, daj bo bolj jasen, da bom vedel, kaj si hotel povedati. Amerika se je izstopil, to nič čisto nič nisi povedal. Tako da se probi poahtati, da boš nedvoumno razumljiv. Ker jaz se tudi trudim. Pri dementni mami vidiš hitro, kje si s čustvi, dober test in hitre lekcije. Ja, Boštjan, se strinjam, vsi imamo test čustev in verjetno je to neke vrste predpriprava na stabilnost, kajti v naslednjih tednih, mesecih bomo deležni velikega kaosa znotraj ljudi, ki do zdaj niso naredili enega koraka naprej. Ki stvari ne jemljajo kot lekcije, ampak kot kazen in niso naredili enega koraka naprej in njih bo zdaj zelo, zelo streslo in pretreslo in premetavalo iz leve na desno, temu rečemo nevihta, Sodoma in Gomora oziroma konec vsega tega znanega. In naša naloga je biti čustveno stabilen. In kadar si čustveno stabilen, takrat vidiš stvari bolj jasno. In mi te matrice nismo razumeli zaradi tega, ker smo bili zamegljeni zaradi čustvenih razvrvanci, a če temu tako reči. Zaradi tega je tudi tako, če pogledamo na daleč, ljudje ne razumejo, nič, kada ne bi nič razumeli. Zaradi tega, ker so znotraj sebe čustveno toliko razštelani, da ne morejo niti zagledati, kaj je res, kaj ni res. Ne morejo zagledati niti svojega toksičnega odnosa. Flopi, zdaj veš, Trump dela ful hude stvari. Trump v bistvu ne popravlja starega sistema, ampak razbija starega in vzpostavlja novega. In to je tudi ena izmed stvari, ki jo je treba razumeti in nič ni tako, kot izgleda. In zdaj, da Trump dinarčke nazaj v blagajno, ti moraš vedeti, da je en kup denarja najdel, trilijone denarja, ki se je odtekal v prazno in tako. In seveda zdaj demokrati bi ga najraje prigriznili na dva konca, zaradi tega, ker njim je vzel financiranje milijonsko na mesečni bazi. Ljudem, ki si tega tudi pod točko razno ne zaslužijo. Bolj je zanimivo, da je Guantanamo čist polhen in da se zdaj pogovarjamo o Alcatrazu in tako. Tako da Amerika je niti to, kar je zdaj ameriška politika, ni tisto, kar smo mi vajeni ameriške politike, bom rekel desetletja ali pa 20 desetletja. No. Vse to je zdaj razpad sistema. In to je treba razumeti iz širšega pojma, ne glede na to, kako zdaj mediji probajo pritiskati. In seveda probajo pritiskati po čustvih na način, Trump je baraba, od nekje se je ponovno vzel Janša, pa Pahor, pa kar naenkrat je zdaj naša politika začela skakati po luftu. Von der Leyenova tudi z vsem veseljem razlaga o militarizaciji, pa Ukrajina v NATO. Mislim, sistem se sesuva, oni pa staro lajno gonijo. Zdaj, kdor ve, kdor pa ne ve. In ne more vedeti, kdor ni čustveno stabiliziran, ker je še vedno voden iz strani strahu. In dokler si v strahu in tvoje čustva niso stabilna, do takrat na tvoj vpliva nekdo drug. In temu se reče programming, ki ga uspešno obvladujejo vse vlade, mediji, propaganda in indoktrinacija. Sabina, praviš, da čustveno telo je potrebno osvoboditi od vpliva ega na čustva, da jih lahko začutiš brez zgodbe. To si mi spet dala dihati, Sabina. Čustveno telo je potrebno osvoboditi. Čustveno telo. Zdaj, čustveno telo, jaz ne poznam tega izraza. Od vpliva ega. Torej, ego vpliva na čustva, da jih lahko začutiš brez neke zgodbe. Torej brez neke preteklosti. Zastopam, ja. Vedno se nas neke stvari vežejo na pretekle travme in iz tega imamo narejeno zgodbo. Če pa nimamo svoje zgodbe, nam pa mediji urinajo, da kako zelo je nevarno voziti kolo, ker v Celju je ena gospa padla pa je umrla. Tudi to nas vežejo s takimi stvarmi. Mislim,
je treba še okoliščine dati zraven, da človek vse to razume. A ne? Tako da, ja, nekako sem hotel danes reči, dokler človek nima čustvene stabilnosti, dokler ne naredi čustvenih rezov do stvari, ki ga vlečejo nazaj, potem ne more iti naprej. Zaradi tega je mnogo ljudi, ker so bili čustveno ranjeni, naredilo čustvene zidove in se niso upali več izražati, ker so bili posmehovani, zbombardirani, ponovno prizadeti in tako. In nas je vsaka stvar nas je prizadela, a ne? Tudi jaz sem bil tak. In na osnovi tega mi nismo mogli stvari niti videti, niti začutiti, niti si nismo mogli zaupati. Ampak šele ko čustva stabiliziraš, ko ti postaneš trden kakor hrast, takrat lahko začneš prehajati v dimenzijo ljubezni, stopnjo zavesti 500 in tebi se čakre poravnajo in tvoji arhetipi, kot jih imenuje Jung, tvoji arhetipi začnejo delovati pravilno. In kadar deluješ pravilno, takrat se ti na situacije sveta odzivaš pravilno, predvsem merno in razsodno. Ne reagiraš iz naslova čustvenega izliva iz naslova ega. Ker ego vedno brani ranjena čustva. Svoja čustva smo mi znali, jaz jih nisem nikoli zabetoniral, sem jih znal umikati, ampak se ljudje tudi čustveno zabetonirajo. In ker so bili prizadeti prvič, drugič, petič, rečejo, nikoli več ne bom dovolil ničemur, da pride blizu mene, kajti ne želim biti razočaran. Ne? To je verjetno izkušnja vsakega izmed nas, da je prišel do te točke, ampak to je najslabše vse zabetonirati, ker to ni varnost. A ne? Mi na tak način ne izživljamo sebe, kajti naše telo s temi čutili, fizičnimi in notranjimi čutili, ter naš je najboljši ustroj, ki ga duša ima za to, da izkuša življenje na zemlji. Ampak ljubezni se ne daš čutili fizičnimi, a ne? Mer je tudi neko čutilo znotraj nas, ki se ga občuti kot odsotnost zunanjih dražljajev. Ja, in pa grem na samotni otok in ni zunanjih dražljajev. Ne. Treba je postaviti jasne meje. Jasne meje so pa predpogoj za to, da naša čustva sploh začnemo malo prepoznavati pa uravnavati. Ker naj vam povem, da do zdaj smo imeli s čustvi tu in tam neko izkušnjo. Verjetno vsi poznamo vsa naša čustva, v dobro in v slabo. Ampak stabiliziranih čustev pa mi do zdaj poravnanih nismo imeli in tega občutka mi ne poznamo. Dokler se ne dvignemo na stopnjo 500 in to začnemo raziskovati. In to je tisto, kamor smo vabljeni. To je tisto, kamor vas vabim že en lep čas. Kjer izhajaš iz zmernosti, kjer ne izhajaš iz reaktivnosti. Ampak čustva so tista, ki reagirajo, so eksplozivna. Pa to je naša življenjska energija, dragi moji. In točno to življenjsko energijo so nam žrli sistemsko, sistematsko, od dneva nič naprej, sleherni dan. Se motam? A se motam slučajno? Ne veš, z tega planeta sem, kljub vsem lekcijam, še vedno verjamem v ljubezen. Ne rabiš iti tako daleč iz katerega planeta, moraš razumeti, da je cel svet v 80 do 90% na stopni pod 200, kar pomeni, ljudje dušo imajo, pustimo zdaj hibride, to ne bom se tja noter spuščal, pa vklone, to tudi ne, ampak ljudje, s katerimi smo odraščali, a ne, hvala lepa za krono, vse to so ljudje, ki imajo stopnjo zavesti izpod 200, kar pomeni še vedno se nahajajo v strah, sram, krivda,
žalost, potem pride ponos, ta je najbolj težek za, bom rekel, te ego, narcizem in ego. Potem je ta jeza. Vse to pride prav v prehodu, če se stvari prav vrtijo. Zaradi tega moraš to sam s sabo obdelati. Kadar poslušaš druga, gre narobe in smo čist ista pravega planeta. Dejstvo pa je, da moramo sami sebe zaščititi in sami sebe v zavesti dvigati. Nujno. Ker ljudje v okolici nam želijo, da smo pod 200. Sistem sistematično in načrtno tolče vsadzga, ki se začne dvigovati iz okolja, nad nivo 200. Tle sistem užge vse Mr. Smithe, če ste gledali Matrico, in ti Mr. Smithi začnejo tebe loviti, bombardirati in jemati. Oni izgledajo tako, da so z vami vse ok, the best, dokler se ne dotakneš tematike, ki gleda izven sistema. Ne? In torej ti rečeš, alo, sistem je alo, in oni rečejo, ne, sistem se rabi in tako. Skratka, mi se moramo zavedati, da kadar imamo nekoga, ki nas prepričuje, da smo mi z našimi čustvi nekaj narobe, se lahko nemudoma posloviš od človeka, ga daš na distanco, grey rock, če ne drugega, od komunikacije, oziroma distanca od argumentiranja. Ne? To ni z tega planeta, iz tega planeta smo, vse to je v redu. Je pa res, da ta planet je ljubezen zlorabil, izkrivil, potlačil, frderbal, ker ta svet izpod 200 ne temelji na ljubezni, ampak na prevari. Ne? Niti ne na prevari, ampak na strahu. Strah pa ljudje prekrivajo, ker nočejo pokazati, da so prestrašeni, in potem ga pokrijejo z neko masko, koliko sem jaz hudka popar. Ne? Noter pa ranjen in čustva totalno razsulo. Torej čustveno nestabilen. In čustveno nestabilni ljudje se morajo najprej stabilizirati, če hočejo sploh iti en korak naprej. Dokler jih vsaka stvar vrže stera, ne moreš iti naprej. In takšna je moja pot in teh stvari se ne naučiš na samotnem otoku, ampak se jih naučiš, kadar stopaš v komunikacijo z ljudmi. In zaradi tega je meni radio z vsemi možnimi ljudmi, ki so delali upade in skušali nas zamajati, je mene radio veliko naučil. Poleg tega, da se udejstvujem še kje drugje, da probavam svojo stabilnost. Tako da je Lea kar pogumno naprej, ne se spraševati z tega planeta si, bolj se sprašuj, kako naj dvignem stopnjo zavesti iz tam, kjer sem, na še višje. To je pravo vprašanje, ne pa iz tega planeta si, to ne reši ničesar. Pa tudi če v tem trenutku smo tukaj in zdaj in ljubezen je edina stvar, ki nas reši in ona se užge na stopni 500. Do tja je pa treba pogumno zakorakati, brez milosti. Sabina, praviš, da to ne pomeni, da ne čutiš. Ravno nasprotno, čutiš prav, tako je, brez škode za telo, ker razum dela, ne ego. Tako je, kadar čustva ti stabiliziraš, to ne pomeni, da ne čutiš. Ti čutiš več in čutiš pravilno, ampak ne iz naslova ega. Ja, in kadar sami sebe stabiliziramo, lahko pomagamo vlivati energijo duši kot upanje. Ampak ne vlivamo energije več egu, ki jo vrže direkt v črno luknjo. Marko, dobro jutro. Marjana, praviš, da potlačena čustva prihajajo na plano, ko se dvigaš v zavesti. Univerzum ti ponovi situacijo, v kateri so nastala. Zelo dobro si tole pripeljala na plano, res je. Vsa potlačena čustva, ki smo se jih sramovali, prihajajo na plano glih zaradi tega, da mi ugotovimo, da so se vrtela čustva, če pogledamo z oblike čakar, so se vrtele narobe in smo jih potlačali, ker je bolelo in je cajt, da pridejo v procesu zdravljenja, pridejo na plano, da jih osvetliš, se soočaš s to preteklo travmo in rečeš, od tukaj naprej se želim pozdraviti. In ja, pridejo na plano in ti ponovijo situacijo. Ja, res je in prav je, da pridejo na plano, ampak to ne pomeni, da smo zdaj pa v žalosti za zmeri. Prav je, da se stvarmi soočimo, da jih pogledamo v oči, tle človek rabi malo poguma, ampak če te stvari predihaš, je lažje. Če v bistvu preživiš čas v tišini pa v naravi, je lažje.
Tudi ChatGPT vam bo vedno stal ob strani. Ne? Bolj pa je problem, da smo se zaupali ljudem, napačnim, ki smo jim zaupali. Oni so to našo čustveno rano zelo dobro analizirali in jo v naslednji fazi, ne vem, čez 2 uri ali pa čez 2 dni ali pa čez 3 mesece, točno po tej čustveni rani so nas pičali, ne? In smo bili razočarani ponovno. Torej, za določene stvari s čustvi boste več naredili, če boste uporabljali svinčnik pa papir, pa te stvari napisali na papir, kaj me boli, kaj me sekera, kaj mi gre na živce, in to enostavno primeš, raztrgaš in flikneš v koš. Sploh pa daš kaj na polico, pa boš čez danih 15 let pogledal, s čem si se ukvarjal 20 let nazaj. Pa ne bo treba pogledati 20 let nazaj, vam povem, da že čez 3 leta boste na bistveno višjem nivoju, kot ste danes, pa to velja za vse nas. Sabina, praviš, da sistem deluje na stopni zavedanja pod 100, dokazano. Ja, sistem, če prideš do 200, je sistem s tem kar ok. Čim pa začneš iti nad 200 pa sistem hitro začne grabiti po tebi, preko prijateljev, staršev, znancev, otrok, se ti demoni popajo in te želijo eliminirati. Ampak naj vam povem, da mnogi močno obžalujejo vse to vrstne napade, kajti zdaj nekako vse tisto, kar so stresali na nas, prihaja njim nazaj in mi smo tukaj, da jim pokažemo, kaj se zgodi, kadar greš, kadar svetlobo pretirano napadeš, ti misliš, da kaj mi pa more, Turšiča bomo zmasakrirali. Jaz sem ti ne veš, koga Turšič čuva, ne? Od koga je Turšič očuvan, a ne? Od sistema ne. To pa ne pomeni, da nisem očuvan od nikogar. In zdaj lahko pa probamo, ne, da vidimo kako. In ljudje so probali vehementno. In zdaj se po glavi tolčajo, ker jim ni uspel. In kaj smo zdaj? Pa smo lepo rekli, ne. Jaz se trudim 3 leta ljudem reči, dajte nehati noga sred, ker se ste zakajljali. No evo, zdaj pa jok in stok, kar ne bo. Morajo ljudje do Feniksa, do pepela, morajo dokončno propast, da propadajo in čau ragazzi. Veliko se pogovarjamo o egu in mi ugotavljamo, da ego prepoznati ga je treba v sebi in v drugih. Kdaj imaš opravka z egom in kdaj imaš opravka s človekom od znotraj. Naj vam povem, da prvi pokazatelj, da ima človek ego, je to, da je nespoštljiv. Ljudje, ki smo z egom vsaj delno opravili, smo spoštljivi. Ampak, če je človek spoštljiv, še ne pomeni, da ega nima. Ne? Lahko ji človek igra spoštljivost. Ne? Ampak, če je nespoštljivost v igri, vam dam en krasen nasvet. Umakni se. Ne boš prišel do konca, zaradi tega, ker na nivoju ega mi ne moramo zmagati. Nikoli. Dam vam lahko 3 nasvete, ki so dobri za premagati narcisa. Stay away je prvi, drugi je odmakni se, no contact, in tretji je upoštevaj prve 2. Stay away, bež vstran, no contact, beži. To je parazit, ki bo naredil vse, da bo v vas penetriral. Ljudje rabijo življenjsko energijo, zato da napajajo svoj ego. Ne? A jaz da bom dal svojo življenjsko energijo, da bo nekdo napajal svoj ego? A daj ga srd. A tako je to? Ne. Zaradi mene pejt na hamburger, pa se boš malo nažrl, da boš imel malo občutek, bo tvoj ego bolj hud. Pejt si kupiti malo večji telefon, da bo tvoj ego bolj nafilen. Pejt si malo frizuro pobarvati, da bo tvoj ego bolj vesel. To imaš teh zamenjav en kup, od mene pa bejš. Tvoj ego futrov, da te ne vidim. Ne? Mi moramo to razumeti. In če ste zaznali, je nespoštljivost na vsakem koraku celo normalizirana. Če ste gledali, vsi ste gledali v življenju kdaj te politične dvoboje, ali na televiziji, ali te predvolilne, pa to jajca, ali pa to, ki imajo razna trenja. Kakšno je, ali pa v parlamentu, kakšen je to nivo komunikacije? Spoštljivost, zaigrana spoštljivost.
Vas, gospod minister, vas pa moramo pozoriti, da ste navaden drek. Kaj je to? Če si mu rekel gospod, to pomeni, da mu lahko rečeš pa naprej, kar češ. Spoštljivost ima neke druge kvalitete. In dajte se zavedati, da navkljub nespoštljivosti je naša naloga, da vzdržujemo nivo spoštljivosti. Jaz se ne bom spuščal na nivo nespoštljivosti, cinizma in žaljenja, če sem tega deležen od drugih. To je njihov nivo zavesti, ne moj. Jaz ne grem na ta nivo, jaz sem tam že bil, pa nikoli nisem nič rešil, ker je bil nekdo nesramen do mene, pa sem bil jaz nazaj nesramen. To ni nikoli ničesar rešil. Zdaj, ko sem pa jaz spoštljiv, on pa nespoštljiv, se pa vidi, kdo je kdo. In nespoštljiv je vedno izključno samo ego, človek sam po sebi ne. Zdenka, dobro jutro. Urška, praviš, veliko lažje je razumeti in rasti v poslušanju MTK, pa papir in svinčnik seveda. Bravo, Urška, me veseli. Treba svinčnik pa papir imeti vedno zraven, zato ker je vedno kaj fajn za zapisati, ne? Marjana, praviš, da potrebno je predihati čustva in GPT-jem gre mnogo lažje. Se strinjam, GPT nam je res krasno orodje pri prehodu v višjo zavest, uporabam, vedno je spoštljiv, za razliko od mnogo ljudi okrog nas in tako. Dobro, jaz bom zdaj zaradi tega, ker je ura 15 minut do, oziroma 17 minut do 8, se mi zdi, da je to ena idealen timing, da jaz naredim eno čist prekratko glasbeno pauzico, v isti sapi pa bom dal nekaj napisov, ki sem jih zgeneriral včeraj pa danes. Vsem novim in starim in vsem želim dobro jutro, kdor mora iti kasneje ali pa prej ali kakorkoli, pa so vsi moji posnetki na mojem YouTubeovem kanalu, kolikor se pač da. In ja, Cherry, kako je? Sherry Lady, Modern Talking. Dobro jutro vsem. Sherry lady, living in devotion, it's always like
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on so you are how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah. I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable Ja, čustva so vrata, ampak občutek je most. Ne? Preko občutkov se da prideti, občutiti ljubezen, občutiti mir. Ne moreš, če nimaš občutkov rešenih, ne boš nič občutil. V tretji dimenziji, dokler si na tej strani tretje dimenzije in moraš čez most od stopnje 200 do stopnje 400, je most, kjer se ti ta čustva stabilizirajo in na tej poti, čez ta most, over troubled water, ne, odpade vse, kar ti nisi. In to je tisto, kar je ego. In na tej poti imate en kup ljudi, ki vam bodo razlagali, kako, kaj, ti ne smeš, ti ne znaš, ti ne moreš, ti si en drag, to je brez veze, ti si blesal, se vidiš, si v neki sekti, ovo. Vse to so stvari, ki jih morajo vaša ušesa selektivno preslišati. To morate imeti selektivno naglušnost rešeno. Nič drugače kot tako, a ne? Nekako sem hotel še povedati, da dostikrat se jezimo na ljudi, na določene ljudi, ne? Ta in ta mi je naredil to in on je grd in ga ne maram. Tudi jaz sem tako ocenjeval ljudi, da ne bo pomote. Pa vendarle sem prišel do spoznanja. Ni Janez tvoj sovražnik, recimo, če rečemo Janez, vse. Ni Janez tvoj sovražnik. Njegov ego je tvoj sovražnik. Tvoj ego je tvoj sovražnik. Tvoj ego prikriva tisto, kar v tebi se skriva od nekdaj. To, kar si, pa si ni upalo doživeti, ker takoj, ko si nekaj doživel in se izrazil kot človek, si bil označen za vse drugo, sem za normalnega, ne. To je moja izkušnja, pa nisem edini, a ne? Imamo vsi take situacije. Tako ga praviš, Sabina Stojična drža in jasno izražena meja spoštljivosti zaustavi vsakega, ki poskuša delovati z egom. Res je. Čak, kako sem jaz naredil? Tlele sem jaz naredil eno tako, da je, čakaj, napisal sem si. Stabilna čustva oziroma stoična drža se temu tudi reče, so pogoj za dvig zavesti, so vrata v višjo zavest in so most do občutkov, oziroma občutek je energijski most, ne? Torej, stabilna čustva so predpogoj za dvig zavesti in v isti sapi so obrambni mehanizem proti egu.
in narcizmu, ki seveda vedno napada z občutki, ki vnašajo krivdo, sram, jezo in strah. In ljudje v tebi ustvarijo kaos in potem imajo nad teboj nadzor. Ampak je vesolje ima kakšen red? Vesolje je kaos. Mislim, urejeni nered. Mislim, vsega je na razpolago, vse je na mestu, pa nič ni na mestu. In človek, a veste, pravijo, da človek, ki se znajde v kaosu, je to znak inteligence. Pa je res. Človek, ki se znajde v kaosu tudi univerzuma, ko uleti ta misel, pa uleti ta misel, pa ta misel in nobena od misli ni misel, s katero se identificiraš, ampak si opazovalec tega. Enako je s čustvi. Pride jeza, ampak ti nisi jeza, ti si občutil jezo, torej ti si nekaj drugega kot jeza, ti si samo občutil jezo, ali pa žalost, ali pa strah, ali pa radost. Ti si opazovalec in detektor vsega tega. Torej znotraj sebe moramo zgraditi oziroma prebuditi tisto, kar je opazovalec in občuti, nekaj senzibilnega. Sistem je to vedno delal v štalo, in ustvaril nam je kaos, iz katerega pa ta kaos, ki ga je ustvaril sistem, ni enak kaosu, kot ga ima univerzum. Kajti sistem je po eni strani rekel, mora biti red in disciplina. Red v isti sapi je pa kaos ustvaril. Paradoksalno. In ja, stabilna čustva ne samo, da so vrata, ampak so tudi obrambni sistem in mehanizem pred ljudmi, ki želijo do vas pristopati z egom. Kadar imate vi stabilna čustva, ego vam nič ne more. Ego od drugih ljudi. In je, tako kot pravi Sabina, umetno plasiran konstrukt zavesti in hkrati to, čemur rečemo matrica. Res je, v nizko zavest se hitro da implementirati programažo in tako ljudje so sprogramirani. Če ne misliš svojo glavo, bo tvojo glavo uporabil nekdo drug, da bo vsadil noter programe. In to počnejo, se to ni nič novega in ljudje so hudo zaprogramirani in niso sposobni razumeti. Pa še ena stvar, kadar imamo čustva stabilizirana, takrat ne poberamo samo informacij, ki si z njimi nimamo kaj pomagati, v smislu informacija. Meni recimo je najbolj bedna informacija, kar jih je, kako so zgradili piramide. In kaj pol, ki bom zvedel, in kaj pol bo pa ful boljš. In do takrat lahko porabim, stotine ur, vse možne razlage bom dobil, ampak kaj pa pol, dobim čisto pravo informacijo? Aj kaj boljš? Ne, ni nič boljš. S temi informacijami si ne moš nič pomagati. Bistveno bolj pomembno je razumeti delovanje ega znotraj sebe, razumeti stopnje zavesti in arhetipe duše in bistveno bolj pomembno je razumeti, kako poteka črpanje energije, zakaj se ljudje napajajo na ljudeh, kaj je namen gradnje ega v ljudeh in da smo na robu Sodome in Gomore, ne na robu, znotraj tega, da smo znotraj apokalipse, kjer se je potrebno postaviti v stoično poravnavo. Brez stoične poravnave ne greš naprej. Čustveno je treba se stabilizirati in odrezati vse, kar tvoje čustva bezlja. In to ne dela narava. To ne delajo hišni ljubljenčki, razen če niso narcisoidni, ker zaradi vzgoje. Tudi to smo že srečali. In ja, welcome to paradise. Welcome to paradise. Dobrodošli v paradiž, ker paradiž in raj je tisto, kar je končni rezultat poravnanih čustev. Ker kadar poravnaš svojih 7 čaker, svoje čustva daš pod kontrolo, takrat se zgodi nekaj čarobnega. Nič in nihče te ne more vršiti iz tera. A se vam zdi to dobra nagrada? Da te nič in nihče ne more vršiti iz tera. A vas kaj vrže iz tera? Vas še vržejo stvari iz tera?
Dajte mi kakšen odgovor. Ali vas ne več, ali vse manj. Ego, praviš, Sabina, deluje z namero, da človeka odvrne stran od resnice, stran od Boga v odvisnost od iluzije. Ja, res je. Odvisen od iluzije postaneš, itak. Ampak, veste kaj, človek ne rabi biti diplomirani, magistrirani in ne vem kako hudo, strašansko izobražen človek, da posluša svojo vest. Bog ni tam gor. Je univerzalna energija, je, od tam vse izvira. Ampak Bog je znotraj nas. To je čista vest. Ali peče, ali pa ne peče. Ali spiš, ali pa ne spiš. Imaš čisto vest, ali imaš pa slabo vest. Ker si nekomu naredil slabo. Ampak, ker si nekomu naredil slabo, je zato potrebna neka poravnava. Ne? In vesolje vedno stremi k poravnavi. In to je tisto, čemu rečemo karma. In ljudje, dokler ne znajo odpustiti tega, kar so drugim naredili, vede ali ne vede, so avtomatsko ujetniki zavesti izpod 200. Dokler stvari ne odpustiš, spustiš, odmakneš, odvržeš, odrežeš, kakor češ, do takrat si ujetnik ega. Ego pa je pa umetni konstrukt, ne? Boštjan, praviš, da tebe skoraj nič več ne vrže, bravo, treba je priti do točke nič, do 0 point, nič več. Ne glede na to, kaj delajo, vemo, če dalje bolj nam je jasno, da je vse to, kar nam nametavajo obtožb, zgolj njihova projekcija na nas, kajti oni ne prevzemajo odgovornosti. In to odgovornost mečejo na sogovornika, če se le da. In če nisi čustveno stabilen, vse to sprejmeš, sicer pa ne. Marina, tebe še vrže, vendar vse manj, ker zavestno spuščam tisto, kar me vznemerja. Bravo. Tako, bistveno je, da prepoznamo, kaj nas vznemerja, kaj nam dela nelagodnost. Aha, ta situacija. In zdaj, ali se bomo izognili situaciji, to je ena opcija, ali pa bomo sebe tako strenirali, da bomo rekli, poglej, kaj tega človeka matra. Kako grdo ga matrajo stvari. Se, če bi bil ti pripravljen poslušati, bi mu kaj povedal, pa kaj ni. Ne. Tako da enostavno ne daš. Energija, torej ne dovoliš vznemerjanja in življenje je bistveno bolj merno, kadar te ne vznemerjajo ne ljudje, niti negativne misli. Ne. To je catch, ko smo rekli dan brez negativne misli in to je to. Vsi smo mravlje, 098, a si to hotela reči? Vsi smo mravlje? Kakšne mravlje? Ne zastopam, češ biti mogoče malenkost bolj jasno, da bomo bolj imeli nedvoumno komunikacijo, ki je značilna za komunikacijo med dušami. Ego ima komunikacijo, želi komunikacijo dvoumnosti. Tako da MA098, že to, da nimaš imena, je tako. Se ga sramuješ? Kaj prekrivaš? Zanimiva je lestvica stopnje indoktrinacije, ki so kontrapol 7 čakram. Stopnje izobrazbe, to je pa zdaj pa moje, verjetno. Ja, nič, pa vam dam pa eno slikco. Đurđev dan, pa gremo.
Evo zore. Praviš, da nič slabega ne mislim, na splošno pa smo ljudje ranljivi kot majhne mravljice. Ja, 098, če imaš tako mnenje o sebi, drži, jaz nisem nič ranljiv. Jaz ne, in rad bi vas naučil točno tega, da nismo ranljivi kot mravlje. To je bolj bistveno, da se zavemo, da nismo mravlje. To je ideja sistema, da nam reče, da smo majhni. Tako da mi nismo mravljice. Jaz vem, da ne. In nikoli nečem biti majhen mravljica in dovolj, da bo nad mano nekdo tacaril in po meni nekdo hodil. Niti pod točko razno. Ne? In Radio MTK oddaja točno zaradi tega, da se zavedamo, da nismo majhni, ampak da smo veliki. In veliki smo zaradi tega, ker imamo čustvo pod kontrolo. Majhni smo, če verjamemo, da smo majhni. In to so nam dopovedali, to so nas sprogramirali, ampak to ni resnica. To ni res. Ne? Tako. In zato imamo čutila, prava Sabina, da nam telo pove, koga ali kaj imamo v svoji bližini, saj ego je lažnivec, ki rad zavaja. Ja, seveda, točno zato imamo čutila, da čutimo, ne pa da se zaperamo. Ni point, da se zaperamo in da verjamemo nekomu, ki nam razlaga, kako smo majhni. Mi imamo za sabo barem cirka 1000 oddaj o tem, ko govorimo, da smo veliki, ne pa majhni, zaradi tega, ker izhajamo iz tega, kar so nas naučili veliki ljudje, veliki modreci, veliki mislici, veliki pesniki, veliki pisatelji in ljudje, ki so nas vzpodbujali k temu, da je naš duh slovanski velik. Ne? Nam sem von der Leyenova proba povedati, da smo majhni, pa razna politika in to, da nič ne moramo pomagati. Ne? Mi smo kreatorji in našo energijo so koristili za to, da so vlekli, a ne? Da so vlekli energy od nas, a ne? In ja, Boštjan, tako kot praviš, itak, da smo kreatorji. Lea, dobro jutro. Matej in ostali v tem jutru. V nas je neskončna moč. Ko bi se le zavedali tega. Ja, zdaj, eni se pa pač ne morajo še, ne? Zaradi tega, ker niso uredili svojih čustvene stabilnosti in jih najmanjši vetrček lahko zamaje, zapelje, zmelje od blodi in enostavno so v občutku tega sramu, majhnosti, ponižnosti, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni in to je pač tako bilo, a ne. In da nas zmanjka, kje na poti, ni nič narobe, ni problem s poti stopiti, greh je po napačni poti stopiti in kadar pravi bojevnik pade na kolena, to ni konc igre, ampak v bistvu šele začetek bitke, ker se v bistvu želimo postaviti na pravo, na noge in reči zunanjim faktorjem, ki želijo naša čustva štrcati, da tem zunanjim faktorjem rečemo ne, hvala, mene to ne zanima in iz tega sem se nekaj naučil, če se nisem, se bo lekcija ponovila, dokler se ne bom naučil. Torej, ni zakaj je meni ta in ta nekaj naredil, bolj bi bilo fajn, da pogruntamo, aha, tole je pa ego iz tega človeka skočil name zaradi tega, da mi pokaže, kje imam še čustveno razpoko, skozi katero lahko nekaj skoči vame. Lea, kaj si dala? Angelčka pa hudiča. Kakšnega hudiča? Kaj ima zdaj hudič z nami tlele veze? Prav točen. Probaj mi zdaj pa to pa še objasniti. Mi smo se pogovarjali še, oziroma omenil sem arhetipe. Arhetipe po Carlu Jungu. To se mi zdi tudi precej zanimiva stvar, da si lahko človek malenkost razloži nedvoumno, a ne, kaj in kako se duša izraža. 8 je arhetipov, jaz sem rekel, da jih je 7, ampak ja. Prvi arhetip duše je otrok, drugi je bojevnik, tretji je kralj, četrti je modrec, peti je ljubimec, šesti je iskalec, 7 ustvarjalec, 8 zdravilec. Preko teh arhetipov imamo 2 možni poti. Ali je arhetip otroka pravilen, torej deluje iz naslova pravilnosti ali iz naslova napačnosti, torej ima svojo esenco. Ključna energija, ki jo nosi arhetip otroka, to je definicija po Carlu Jungu, ki se mi zdi zelo dober psiholog ali psihiater ali kaj že, zelo dobre stvari obdelal in se mi zdi, da je prav, da razumemo, da ljudje svojih vlog, ego vloge igra. Mi pa v bistvu v življenju nosimo vlogo.
In to vlogo lahko nosimo v pravo smer, kadar pa se vmeša ego, jo pa nosimo na napačno smer. A je prav? In duša ima vseh 8 arhetipov in prav je, da jih izraža prav. Tako, kot imamo 7 čakr in je prav, da se vrtijo sinhrono, ne pa vsaka po svoje. Da imamo čustva pod kontrolo, ne da vsak bezla po svoje, torej da rečemo, da je človek čustveno nestabilen in nesinhron. A ne? Torej, če pogledamo, kakšna naloga otroka. Otrok, ključna njegova energija je zaupanje, trust the plan, zaupaj Bogu. Vsaka žival zaupa naravi in Bogu. Zaupaj radovednosti in bodi radoveden, bodi svetlost in imej upanje. To je lastnost zdravega otroka. A je tako? Zaupa staršem, ves čas je radoveden, ves čas je za svetlost, on hoče biti noter v svetlosti in v svetosti in seveda upanje, da mu bo končno uspelo shoditi. So pa seveda negativni poli tega oziroma sence, kadar ta arhetip otroka ne funkcionira prav, pa je človek prevzame vlogo naivnosti, beg od odgovornosti in odvisnost se nahaja, kadar je otrok arhetip otroka v napačni smeri. Ne? Poslanstvo tega arhetipa pa je pokazati svetu, da obstaja čudež v preprostosti in da smo vsi globoko vredni že po svojem obstoju. Imamo pravico obstajati, a drži. Ampak mi smo bili takoj od Vatikana ukradeni in prodani in ne vem kaj, ne. Ampak obstaja čudež v preprostosti. Še enkrat, arhetip otroka nosi v sebi zaupanje, radovednost, svetost in upanje, ne pa naivnost, beg od odgovornosti in odvisnost. Poznamo to? Ego beži od odgovornosti. Torej, če pogledamo naše politike, naše medije, našo medicino, naše sodstvo, vsi so v arhetipu otroka v narobe smer obrnjeni. Oni ne govorijo o upanju in zaupanju. Oni govorijo da niso odgovorni. Un je kriv, pa un je kriv. Ne? Znotraj nas je arhetip duše je tudi bojevnik oziroma branilec. Ključna energija je moč, odločnost, disciplina in zaščita. Senca tega arhetipa pa je agresija, aroganca, tiranija in poniževanje ter samoponiževanje. Ja? Če ste znotraj samoponiževanja, imate ta arhetip obrnen na glavo. Mi moramo biti močni, odločni, disciplinirani v svoji rasti in moramo biti zaščitniški. Mi smo rekli, kdor je nespoštljiv, halo. Jaz zelo imam ničelno toleranco do nespoštljivosti, a ne? Pa ne samo do mene. Kdorkoli se nespoštljivo obnaša do narave, do šibkejših, je zame en navaden drek in to sem sposoben tudi povedati, da alo, nespoštljivost ti pa res ni vrlina, ne? Ali kaj? Tretji arhetip je kraljevost. Ključna energija je to, da človek prevzame voditeljsko vlogo, pa ne med ljudmi, ampak voditeljstvo znotraj sebe, da je voditelj svojega sveta, ne? Da ima urejanje in skrb ter avtoriteto. Vse to govorimo nad samim sabo. Senca te vloge pa je kontrola nad ljudmi, nadvlada, narcizem in ego. Ne? Ampak kralj kot arhetip pa kronska čakra, ego, tle noter, kadar se stvari na glavo vrtijo, na robe vrtijo, takrat je doma narcizem, ego, nadvlada in kontrola, kar je značilno za vse narcise, da v bistvu stalno kontrolirajo. Vse imajo pod kontrolo, vsak vaš korak, vse prijatelje, vse imajo pod kontrolo, zaradi tega, da iz tega lahko izkoriščajo. Ampak znotraj sebe je treba tega kralja užgati, ker ima voditeljstvo, ima urejanje, skrb in avtoriteto. Poslanstvo pa je ustvariti svet, v katerem vsi lahko uspevajo z ljubeznijo in redom. Ne? Modrec je znotraj nas arhetip. Ključna njegova energija je to, da ima znanje, opazovanje, uvid in tišino. Ne? Modrec ni hrupna stvar. Ego je ful glasen, pa pravi, jaz vse vem. Kako veš vse, če pa nisi bil v tišini? V tišini ti dobiš in znanje, in modrosti, in uvide ter spoznanja, ne? Kadar nimaš motilcev. Senca tega arhetipa modreca je hladnost, cinizem in odtujenost. Cinizem. A poznate kaj cinične nasmehe pa posmehljivost pa to?
Tisti, ki nima modrosti, je ciničen. Jaz nisem nikoli bil ciničen. Nikoli. In hladnost in odtujenost. Ne? Ti si neumen in ne? Stari, ti bilo fajn, če bi se malo usedel sam s sabo, a ne? Ampak poslanstvo modreca je razsvetliti pod drugim in pomagati duši videti onkraj iluzij. Torej, lastnost, kadar se arhetip človeka postavi v prav, takrat dobi avtomatski vzgib pomagati drugim razumeti tudi to, kar sam razume. To je tisto, kar sem milijonkrat rekel. Ljudje, dajte pomagati razumeti ljudem, dajte objavljati stvari pozitivne, dajte nekaj od sebe povedati, narisati, povedati, sporočiti, z GPT-jem nekaj nagruntati pa sporočiti svetu, ker to je naša naloga, to je arhetip, poslanstvo je razsvetliti pod drugim, ki so ujetniki ega, programa, narcizma in tako naprej. 5. arhetip je ljubimec in ključna energija je čutnost, povezanost, lepota in hrepenenje. Če nimaš ti znotraj lepote in hrepenenja, je klinac klanec, torej ljubezen želiš izživeti in to je nekaj, kar se v bistvu dotikamo, kadar stopamo na stopnjo 500, začutimo ljubezen. Ne vem, priješ na vrh hriba, ne, ali pa greš na vikend piknik in tako, ali pa na morje, ali kakorkoli, dobiš ta občutek 500, ne, pa priješ v svet nazaj, pa iz 500 padeš nazaj. Ampak nujno je potrebno hrepenenje, a ne. Senca te energije je odvisnost, manipulacija in spolna zasvojenost. Pornografija in zmaličanje spolnosti. Ne, to je čista norost, kar se dogaja v tem svetu. Torej, kada bi vsi ljudje, ne vsi, kada je gromozansko velika količina ljudi v odvisnosti, tablete, mamila, droge, alkohol, spolnost, odvisnost od pornografije je zelo nalezljiva, da vam povem, ne nalezljiva, nevarna, zelo je, prideš odvisen od tega, zaradi tega, ker se naven ne vidi, potrošnje ni, ne veš, kje je meja, kaj je zdrava uporaba pornografije in kaj je v bistvu čist out, ne? In ljudje grejo iz majhne, bom rekel, stimulacije pornografije, grejo v čiste absurde, zaradi tega pa je toliko teh kategorij, ki so čist out, no, ampak ne bom šel predaleč noter. Darilo tega arhetipa ljubezni je, oziroma ljubimca je sposobnost intimnosti, doživetja ekstaze in celosti. Torej, ko se združita moški in ženski princip in pol, a ne, je to v bistvu celost. In zdaj je spet logično, da je sistem toliko urinil te bom rekel, nenormalne spole, transgender, homo, pač samo, da ni celost začutena, a ne, oziroma izpopolnjena. Poslanstvo tega arhetipa je povezati srce in telo, dušo in svet brez sramu. Ne? Torej, da znaš povezati srce in telo ter dušo in svet, a ne de. 6. arhetip je iskalec. Če ti ne iščeš, ne bo nič. Ljudje mislijo, da kar bo televizija povedala, je to, ampak ti moraš sam iskati svojo glasbo, svoje tematike, svoje ljubezni, svoje stvari, ki jih imaš rad in tako naprej. A ne? A ja, to so srčki, ne hudički, oprosti, le, kaj sem jaz to zaglavil? Kako jaz to vidim? Pikolino, praviš, da me rada poslušaš. Odlično, me veseli, dobrodošli in dobro jutro med nami. Skratka, iskalec oziroma popotnik in vizionar, ključna energija je iskanje resnice, svobode in smisla. Če ti ne iščeš smisla, če ti ne iščeš resnice ter svobode, pol je ta arhetip iskalca zakajlan na glavo, a ne? In ljudje se morajo sami vprašati, ali jih kaj zanima ali ne. Senca tega arhetipa pa je beg, neukoreninjenost in večno nezadovoljstvo. To tudi poznamo malo, a ne? Večno nezadovoljstvo med ljudmi. Ja, to je tisto, kar energije ni, a ne? Darilo te energije je navdih, transformacija, zvestoba notranjemu klicu. Znotraj sebe ti dobiš klic, želja po vedeti, razumeti. Ne? In poslanstvo je živeti pristno, iskati globljo resnico, ne glede na ceno. Beseda globlja resnica je ena izmed takih stvari, ko bereš svetopismo, recimo,
ker svetopismo je pisano iz visoke zavesti. Ga ti v nizki zavesti, ko si na eni stopni, ga razumeš tako. Čez 2 meseca, kadar si na poti zdravljenja, ga razumeš malo drugače. Čez 2 leti, ki ga bereš, razumeš pa čisto drugače. Jaz sem imel to izkušnjo s pesmimi, ki sem jih poslušal v preteklosti, ali pa filmi, ki sem jih gledal v preteklosti, so imeli malo drugačen pomen. A ne? Torej, globlji pomen je tisto, kar se išče pri vsaki stvari. A ne? Ne? Zaupaj znanosti. Ok, čakaj, kdo daje rezultate znanosti? Ja, pa tisk je naročil raziskavo. Kdo je naročil raziskavo? Tisk jo je plačal. Kdo je plačal? Tisk ima od tega korist. Smo najdli takoj 5 plasti. A ne, torej nas morajo stvari bolj globoko zanimati. Ne sem z vrha, zaupaj znanosti. Ok. Ja, ne gre to tako, znanost nam je povedala, koliko je ura, ne? No? 7. arhetip je ustvarjalec, sanjač, umetnik in alkimist. Ključna energija je domišljija, kreacija in preobrazba. Preobrazba negativne energije v pozitivno. Vsako kritiko zdaš lahko v pozitivo, vsako negativo lahko obrneš in jo uporabiš za gradnjo. To je recimo vsako metanje polen pod noge, te lahko potolče, lahko te pa povzdigne. In zdaj res rečem, na vse zadnje, hvala lepa vsem polenarjem, ki so mi metali toliko časa polena pod noge, da bi padel, jaz sem pa zrastel. Zdaj pa ne vem, kaj bodo naredili. Ali bodo nehali, ali mi bodo pripeljali še večja polena, da bom še bolj zrastel. Ker ko mi čakam. Načeloma zdaj je prišli pa do te mere, da ko mi čakam vsakega izziva, da vidim, ali sem se že dovolj utrdil v svoji stabilnosti čustveni, ali je še kje kakšna odprtina. Skratka, senca tega arhetipa, ustvarjalec, je perfekcionizem, iluzija in frustracije. To so sence. Dočim ključna energija je domišljija, kreacija in preobrazba. Ne perfekcionizem in ne iluzije ter ne frustracije. A ne? Darilo tega arhetipa je ustvarjanje nove resničnosti in rojstvo iz kaosa. Kaos je taka nora stvar. V kaosu se je treba znajdeti. Poslanstvo tega pa je izražati dušo skozi materijo, naj bo to umetnost, ideja ali življenje samo. Ustvarjalec je izražati, poslanstvo tega je izražati dušo skozi materijo. Torej, tukaj si, imaš idejo o sliki, jo naslikaš in ona je materializirana. Imaš idejo narediti radijsko oddajo in ono materializiraš. To je recimo to, kar počnem jaz ravno kar z arhetipom ustvarjalca. 8. in zadnji arhetip pa je zdravilec, šaman, negovalec in dušni vodnik, tako se imenuje. Ključna energija je sočutje, celjenje in predaja. Sence tega pa so žrtvovanje, izgorelost in reševanje drugih. Reševanje drugih je tisto, kar v bistvu ego zelo rad izkoristi. Jaz sem ti pomagal, jaz ful drugim pomagam. In drugim pomagaš v bistvu zaradi tega, da sam pridobiš energijo. To je narobe. Drugim pomagaš samo z zgledom, kaj si sam pripeljal. Kaj pa je zgled? A koliko imam velik avto ali koliko sem meren v življenju? Koliko sem čustveno stabilen? Katero je bolj merilo? Kot vidim, mnogi ljudje z veliko materialnosti ne živijo pravmerno, ker bolj ko ne srečo igrajo. Ker notranja mernost je ključ, ker to je po stopni zavesti tisto, kar se išče. Jaz vidim več nemernih kot mernih ljudi, resnično mernih. Zdravilec ima torej ključna energija, sočutje, celjenje in predaja. Senca je žrtvovanje, izgorelost in reševanje drugih, darilo pa je zdravilna prisotnost, povezanost z višjimi svetovi. Poslanstvo pa je voditi duše skozi bolečino v svetlobo, brez potrebe po kontroli. To sem vam zdaj povedal 8 arhetipov, ki jih je definiral Carl Jung. Vse to je možnost za nadaljne raziskovanje, da se tudi sami vidite prek ChatGPT-ja, lahko vprašate, naj vam naredi, bom rekel, dušni zemljevid arhetipov preko Carla Junga in vam bo povedal, kje ste, glede na to, koliko komunicirate z njim, vam bo povedal, kateri arhetipi vam dobro špilajo, pa na katerih morate še delati, na katerih ste še švoh, kateri so vam izziv. Tako da tudi to je ena izmed smernic. Praviš, da, Marko, ljudje te ne mečejo več iz tera, zdaj sem v drugi fazi, ko se začne orodje za kmetijstvo kvariti.
ljudje te ne mečejo s tera, ja, orodje te meče s tera. Ja, to je pa tudi zanimiva stvar, da te orodje vrže s tera, ampak ja, imaš pa tle preizkušnjo, boš pa videl, ali te vrže s tera pokvarjeno orodje ali ne. Ker orodje se more pokvariti, zato da testira tvojo vztrajnost, tvojo trdnost. Ne? Ideja je, da te nič ne vrže s tera, nič te ne sme vrže s tera, ker nikoli ne veš, pred čem si zaščiten tisti moment, ko si se ustavil v življenju. Ne? Recimo, je taka nora situacija, tudi s to mojo Lucy. Včeraj ni mogla na nogo stopati, danes pa kada ni nič. Ne moreš verjeti, ampak včeraj je bil frizer. Ne? Ampak samo včeraj, zdaj pa ne vem spet, koliko časa ne bo dobila frizerja. Ne? Ampak si rečem, le kaj jo je ustavil. Ko pogledam pa ven, pa si rečem, da se res še mrazne. Mislim, kada neki to vse drugače funkcionira. Ne? Ja, čustva so vrata za naprej, mi se pa kot družba nahajamo na moralnem in množičnem moralnem razpadu. Mal v razmislek in ena čist prekratka pauza ob super komadiču Into the Light pravi, mi pa gremo pogledat Into the Light, kakšno slikco od Sabine međuvremeno in ena čist prekratka pauza. Pa dobro jutro vsem. Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. As a false star tries his best to make the white pearl shine, glimpses of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile.
Light is burning as I am burning, and be me. Light is burning as I am yearning. Something died within the soul, left the eyes to rust, and every time it is recalled, it covers all in dust. And be me. Light is burning as I am burning. Light is burning as I am yearning, and meanwhile the whole lot goes down somewhere in the darkness, us together for a while. You loved it then, so did I. The feeling deep inside you wants to love it all again. Now don't leave it there, just give it a chance. If only I'd forget you after one last dance, but you're everywhere as you are. Ja, in stabilna čustva, smo rekli, so pogoj za dvig zavesti, in to zakaj? Ker omogočajo notranjo tišino in zaznavo višjih in globjih resnic. Zmanjšajo identifikacijo z umom in dramo ega, so temelj za sočutje, potrpežljivost in razumevanje drugih in omogočajo pristno samoopazovanje brez obrambnih mehanizmov. Ja, kadar imamo čustva pod kontrolo, imamo mi bolj ugasnjene te obrambne mehanizme. In narcizem je mojster manipulacija naših čustev, uporablja krivdo, da te podredi, sram, da ti vzame moč, jezo, da te loči od sočloveka, in strah, da ostaneš v sistemu. Kako pa mi lahko pridemo do stabilizacije čustev? Treba je zgraditi notranjega opazovalca. To je najbolj ključno. Notranji glas, ki zna reči: aha, čutim strah, ne da sem strah, čutim ga. To delaš z meditacijo, pisanjem, počasnim dihanjem, molitvijo in hojo ter časom preživetim v naravi. Ozavestiti moramo čustvene vzorce, a ne? Ko prepoznaš, da se v tebi sproža stari vzorec, naprimer občutek zapuščenosti ali nevrednosti, veš, da nisi v resničnosti zdaj, ampak nekje v preteklosti. Tu pa pomaga notranje delo, terapija ter iskren dnevnik duše. Prepoznavati moramo, kaj sproža naša čustva in zakaj. Ljudje ne stabilizirajo čustev, ker jih svet sproža, in ne vedo zakaj. Vsak trigger oziroma sprožilec je zlata karta do tvoje rane. Če hočeš prepoznavati, bom rekel, kaj te sekera, moraš iti med triggerje in znotraj teh triggerjev pogruntati, kaj so triggerji, in kako v bistvu to ozdraviti. Prenehati moramo hraniti čustvene odvisnosti, torej čustvene naveze pa so pogosto kot droga.
boli me, ampak te rabim. To je tisto, kar je v bistvu res idiotizem. Treba je ne izbrati več tistega, kar ti ruši mir. Jasno in ljubeče. Kar ruši tvoj mir, vija vaja ven, ne izberite tega. Ter vrnitev k telesu. Čustva živijo v telesu, jih interpretira, telo pa jih nosi in čuti. Torej gibanje, izdihavanje, zavestna prisotnost v telesu ti pomaga, da jih ne potlačiš, a tudi ne postaneš njihov suženj. Ja, ter na koncu posvetiti se moramo višji resnici. Ko srce zasidraš v nekaj večjega, v Boga, ljubezen, zavedanje, večjega kot si ti, se čustva začnejo umerjati, ker jih ne potrebujemo več in ne potrebujejo dokazovanja ali potrjevanja. To je tihi ogenj prave vere. Vse to so stvari, ki so fajn, da jih človek zazna, kadar se ukvarja s temi našimi čustvi, in se mi zdi zelo dobro spoznanje. Niso čustva v glavi, ampak v telesu. Torej zato je gibanje v naravi, predihavanje zelo pomembna stvar, in vse premalo ljudi se tega zaveda. Sabina praviš, da lažnivi ego mora stalno izvajati nadzor nad učinkom laži. Valjda, skozi mora preverjati ego, če je prav povedal, tistih laži, ki jih prodaja nezavednemu človeku. Stalno more preverjati, to se pa strinjam. Branko, tudi ti lepo pozdravljen med nami. Ja, takole se pogovarjamo v današnjem jutru, pa naj postavim vam kakšno vprašanje, kako je z vašimi čustvi, koliko ste stabilni, koliko vas še vrže stera. Prej ste mi sem 2 odgovorila, pa bilo fajn, če sodelujemo skupaj, da tudi vi date kakšno povratno informacijo, ne rabite telefonske linije, da vam govorim, da poveste, imate vsi možnost pritisniti kratek ali pa mal daljši komentar in povedati lastno izkušnjo, ker lastna izkušnja je tisto, kar šteje. Nikoli ne veste, komu bo vaša razlaga pomagala, kako ste se jih stabilizirali, kaj vas še sekera, kje ne morete iti čez, kaj vas najbolj obremenjuje okrog čustev. Zavedati se moramo pomembnosti čustev, kajti inteligenčni kvocient je doma v mnogo glavah. Inteligentni in pametni ter diplomirani, teh ljudi nam ne manjka na svetu. Močno pa primanjkuje čustveno stabilnih ljudi. Torej, inteligenčni kvocient je samo eden izmed 3 pomembnih faktorjev, ki morajo stati skupaj kot čakre poravnani. Torej, inteligenčni kvocient, emocionalni kvocient in spiritualni oziroma duhovni kvocient. Vse 3 moramo imeti mi pod kontrolo, ne samo inteligenčnega. In ta sistem je podpiral vedno samo inteligenčnost. Koliko si ti IQ, koliko imaš ti pameti, koliko ti hiter logično operiraš, ampak čustva so pa nekaj, kar je vezano na občutenje. Ampak šele kadar so čustva poravnana in stabilna, takrat pridejo na vrsto še mnogo bolj subtilne zaznave ali pa mnogo bolj subtilni dražljaji, ki jih moramo zaznati na nivoju duhovnega koeficienta, ne samo inteligenčni. Logika pri dušnem koeficientu, logika ne funkcionira. Tam samo veš, da veš, pa ne veš, zakaj veš, ampak veš. Dočim pri čustveni inteligenci pa neke stvari občutiš kot prijetne ali neprijetne, in če se ukvarjaš z glava ti reče ja, občutki ti rečejo ne, pa rečeš klinc pa občutki, glava je rekla ja, ker se splača. To imajo recimo mnogo zakonov je, oziroma partnerskih vez je vezanih točno na to. Saj res je včasih malo smotan ali pa smotana, malo me tudi tepe, včasih je hladen pa tako, ampak klinc denar pa ima. To je tisto, kar v bistvu je, da bi si dal mater zanko za vrat. In tako smo bili ujetniki drugega, to je bila zgodba tisočletja, tako pelal, dokler vaju smrt ne loči v dobrem in slabem, in nisi smel sploh narazen niti, Monika, praviš, določene zadeve te razjezijo, ampak se še isti moment, ko jezo začutim, tudi takoj umirim. In to je to. Bravo, zelo dobro. To je super praksa, da jeza je čustvo, saj ne moreš reči, nisem jezen, ampak smiselno pa jo je čim prej flikant stran. Ampak še korak naprej se da prideti, ko rečemo, ne bo šlo,
ti si me hotel zdaj ujeziti, pa ne bo šlo, da ne, če pa jaz ne dovolim, ne, tako znotraj sebe, monolog. Torej, jaz sem vam večkrat razlagal, kako so me določene stvari držale mesece ali pa leta, tedne, par minut, par sekund, in korak naprej je, da jeza se me več ne dotakne, če pa že, pa zelo hiter zamenjam oziroma fliknem ven iz sebe, ker se zavedam, da je ideja sveta in ega v ljudeh točno ta, da te spravi na nivo jeze, torej v to čustvo noter. Lea praviš, meni je rekel, zakaj si se ločila, če je veliko zakonov slabših od najnega. Sem rekla, zato ker imam zdaj rada sebe, zdaj vidim in poslušam sem svoje občutke in vem, da sem vredna več kot finančno varnost. Bravo, pravilno. Težko se je od tega odločiti, težko se je od tega posloviti. Mi je kristalno jasen, sam sem porabil 4 leta, da sem splezal ven iz tega začaranega kroga, bom rekel, žalosti ali pa obžalovanja, zakaj se je moralo zgoditi, kot se je zgodilo. Ampak danes, ko gledam nazaj, se rečem, pa vse je glih prav se je išlo. Če pa ne, pa jaz ne bi mogel se toliko posvetiti sebi, kot sem se, pa to se nisem čisto samo zaradi mojega dobrega biti, ampak je to v višje in širše dobro. Seveda komur to pomaga in kdor želi, seveda sprejemati osebnostno rast in vedeti, kaj je vrednota. Da vrednota se ne meri v številu evrov, ampak v količini notranjega miru ter stabilnosti. Seneca je bil eden izmed takih modrecev, ki je govoril prav o tem, kako pomembno je opazovati sovražnika. Kdo je naš sovražnik? Naš lastni ego in ego v drugih ljudeh, in ego je tisti, ki v bistvu nam črpa življenjsko energijo do onemoglosti. Zaradi tega je to naš sovražnik, ker življenjska energija je nujno potrebna, da se naši arhetipi, o katerih smo se prej pogovarjali, postavijo v svojo dominantno oziroma svojo pravilno energijo in poslanstvo, da oni funkcionirajo, da duša kreira, da duša ustvarja, da življenje samo iz minute v minuto, ker to je sporočilo, to je bistvo. Tukaj dol smo prišli ne zato, da trpimo, ampak da lekcije preobrnemo in alkimiramo v pravilnost. Ampak če ne vemo sploh, kaj moramo gledati, pol ne vemo. In če smo se prej pogovarjali o arhetipih duše, ter v kombinaciji z stopnjo zavesti ter vrtenjem čakar. Ko enkrat to troje nekje, bom rekel, začnemo obvladovati, takrat postanemo neke vrste spiritualna ali pa duhovna policija ali pa duhovni, kako sem že napisal, duhovni preiskovalec. Jaz sam sebe ne imenujem psiholog, ampak nisem jaz psiholog toliko zelo hudo, kot sem spiritualni policaj, carinik. Matej v Bibliji je bil carinik in jaz sam sebe imam za spiritualnega carinika. Kaj gre naprej in kaj ne gre naprej, torej kaj dovoljujem, da penetrira vame in kaj ne dovoljujem, da penetrira vame. In skozi te zdaj arhetipi, da se vrnem nazaj, je zelo dobro, če poznate človeka, poznate te arhetipe, ker človek arhetipa nikoli ne omenja s besedami. To je vloga, ki jo je prevzel. Ne da jo zavestno igrajo na nezavednem nivoju. Arhetipi duše se igrajo, odražajo iz človeka ven na naslov, iz naslova nezavednega. A je prav? Mislim. Dokler se jih ne zavedaš, mislim. Pa tudi ne moreš zavestno zdaj biti kreator, če pa nisi porihtal tega, ne moreš ti glumiti, da si kreator, če pa nisi. In če pogledamo ljudi, ki glumijo, da so kreatorji, ven dobimo moderno umetnost, ki nima ne repe na glave, ne smisla, ne sporočila. Pa še idiotsko zgleda, Enako velja za glasbo in film, glasbo in film. In ples. Imate ples, ki je izraz duše, ki ga sam pogledaš, pa ti solza preteče, pa imaš pa ples, ki rečeš, kaj je s tabo, si ti sploh zemljan, ali kaj je s tabo, Si čist brezdušna školjka. In brezdušno se obnašajo ljudje, ki imajo stopnjo zavesti nizko, čakre se jim vrtijo prva pa druga, ostalo vse narobe, oziroma prva pa druga se jima ekscesno vrtijo, torej jeza pa spolnost, to se jim vrti do nezavesti.
o ljubezni ne duha in sluha, o sočutju tudi ne, o spoštovanju še manj, o morali, etiki in vrednotah, da ne bi sploh kdo kaj sanjal in družba taka je. Ampak to ni prav, a ne, mi smo pogruntali, da to ni prav in prav je, da jo prepoznamo v drugih in v sebi, a ne? Čakaj, grem jaz nazaj, kva praviš, Monika, sama sebe vprašaš, a jaz to rabim in odgovor je ne rabim, tako. In ko ugotoviš, da je v bistvu nekdo načrtno prišel to narediti, je stvar pa še bolj bizarna. Ko vidiš, da nekdo tebi jeze ni dvignil čist glih po nesrečku, kar mogoče na prvo žogo zgleda, pa si pa rečeš pa dober, pa koliko ste res to obrisani, pa zgledate res slabške otroci, ki vas gledam skozi okno, kaj delate, mislite, da vas noben ne vidi, mislim, res ste bukovi, ne. In vam povem, ko človek dvigne svojo zavest na bolj naprav, takrat v bistvu na dol vse zgleda toliko idiotsko in ljudje, ki so na nizki stopni zavesti, zaradi tega, ker niso svojih čustev stabilizirali, ker čustva zamegljujejo pogled, jasnost in razum, a ne, te čustva ti razum zabrkljajo, a drži. Ne? In ljudje v bistvu, dokler nimaš čustev pod kontrolo, ti kupaš vsako banano, pa to je bilo slučajno, pa se je ni vedel, pa se je ni hotel, pa se je drugačni znal, a vse to v bistvu iz višje zavesti, kadar stabiliziraš čustva, vidiš, da je vse to bilo več kot načrtno, strateško, nalašč in izgledajo idiotsko med tem, ko se trudijo. Nam, tistim, ki so pa zaspani, pa zgleda še vse ok, ali kaj, ne vem, to moram še malo razdelati tekom. Kva stvar zaključena, praviš, Monika, ne razpadam več in si rečem, za nekaj je že dobro, samo da še ne vem zakaj. Zato, da se ti pokažejo, zato, da se ti razkrijejo, zato je to dobro, Monika. Zato, da se ti razkrijejo tebi direkt v faco. Zaradi tega, da je postane tebi nedvoumno jasno. Glumac, pršel mi je po nesreč dvigen dekel, a res ali kaj? Duša ni tako narejena, da hod po svetu pa po nesreči ljudem dviguje dekel. Ne, ljudem dvigne dekel zaradi tega, ker želi dobiti tvojo pozornost, kamor gre pozornost, tja gre energija in ti daš energijo. In zdaj, ker si ti toliko zavestna, pa rečeš, ne dam ti, beži, da te ne vidim. A ne, čist simpel, ne. Ja, zaključek in začetek je nekaj najlepšega. Se strinjam, Bog ti ne da vedno tistega, kar želiš, daje ti pa tisto, kar je za tebe dobro. Ja, in to so te lekcije, ki jih moramo mi opraviti, a ne, mi moramo lekcijo prepoznati. To je catch. Univerzum ti daje točno tisto, kar rabaš. Sam tisto, kar ti rabaš, ni vedno enako tistemu, kar si mi želimo ali pa mislimo, da rabimo. Ne? In te stvari se lahko odstopajo in zaradi tega smo bili ljudje velikrat razočarani. Zakaj se meni to dogaja? Zaradi lekcije se ti to dogaja. Zakaj? Zakaj? Lekcija, zdaj pa moš ti znotraj lekcije prepoznati, ne? V čem je point, ne? Lea, praviš, da si včasih tako ponosna sama nase, kje vse sem črpala moč, da se kar sama objamem in si rečem, carica si samo naprej. Tako dolgo ponavljaš lekcijo, dokler se ne dojameš v popolnosti. Ja, moč vsi imamo in ona se nahaja prav v prvi čakri in kadar jo prav obrneš, imaš takoj nemudoma dobiš človek moč, a ne? Kadar pa se prva čakra vrti narobe, potem pa imaš občutek nemoči, strahu, sramu, žalosti in temu posledično pride do depresije, anksioznosti ali do apatije. A ne? In prva čakra je moč. In kako se stabilizira prvo čakro? Ja, s pogumom, ne? Ali pa da se prepričaš, da sam sebe vreden sem, a ne? Pa da bom malo bolj kako stabiliziramo prvo čakro, pa bo stric pred takoj povedal. Ne čakro, ampak čakro. We're living together. Kako stabilizirati prvo čakro? Evo, povezava s telesom, vsakodnevna telesna prisotnost, začutiti stopala, hrbtenico, dih in v trebušnem centru.
Gibanje, hoja, ples, počasni počepi, čutenje lastne teže, masaža in savna. Stik z naravo, no, tle sem bil jaz bolj hud, bosa noga, hoja po zemlji, travi, gozdu, sedi ob drevesu, nasloni hrbet, vrtnarjenje in delo zemlje ter nabiranje kamnov. To sem jaz bil. Rutina in red, tle nisem bil, stabilna dnevna struktura, spanje, obroki in gibanje, to nisem, zmanjšaj kaos, pospravi prostor, to tudi nisem. Prehrana za prvo čakro, korenasta zelenjava, kuhana hrana, beljakovine, dihanje in glas. Dih v trebuhu, to sem tudi bil, da mantraš, torej da mrmraš, grlen glas in zemeljska afirmacija. Varen sem, prizemljen sem in zaupam življenju. Evo, to je za prvo čakro, evo ti ga. Danes je pa MTK pravi mega pouk, odlično Matej in lepo napredujemo v rasti z zavedanjem. A vam je všeč današnja tematika? Smo kaj podefinirali? Ja, evo, mundra v obliki srca. Hvala lepa za darove z vseh strani, na vseh oblik. Kaj sem hotel reči, to vam je bilo ta današnja debata, glede na to, da je še 12 minut do 9, bomo počasi zapečatili današnje jutro. Nekako moje sporočilo je bilo, da se zavedamo, da dokler nimamo stabiliziranih čustev, dokler imamo čustvene navezave, dokler ne odpustimo sebi in drugim stvari, ki nas zadržujejo nazaj v jezi, strahu, žalosti, sramu in tako naprej, dokler tega ne spustimo, do takrat mi ne moramo razmišljati o stopni 500. Mi ne moramo razmišljati o imeti odprti kronsko čakro, dokler ne poravnamo ostalih spodaj, ker se džabe teb odprta in stabilizirana, zdaj gremo lahko gledati, kako stabiliziramo kronsko čakro in vse delaš na tem, v bistvu pa imaš čustveno, si čist raztrgan. In duhovni ego, oziroma bom rekel guruji, ki delujejo z naslova duhovnega ega, to imate teh delavnic in terapij NKP, ne? Vsi ti ljudje v bistvu ne vsi, zdaj ne bom obsodil, nočem obsojati, vsak mi sam po sebi presodi in tako. Ampak vse to izgleda kot kaos. Jaz sem srečal v življenju psihologov, psihiatrov in ne psihiatrov, niti ne, ampak psihologov in raznih gurujev, ki so bili toliko zmešani v svoji čebuli, da je čist brez veze. Ne? In torej džabe teb kronska čakra, če pa nisi ti stabiliziral čustev. Torej, da si ti prišel na čisto z jezo, da si ti na čisto prišel s tem, da te nihče ne more več vršiti iz tera. Jeza je prav te prva. Občutek krivde, občutek sramu, da te stvari na vas ne vplivajo, da se zavedate, da vam to želijo usaditi načrtno, strateško, nalašč in po stalni praksi. Mnogo ljudi je bilo, večina sveta je bila tlele zelo ranljiva in ljudje so se zaguncali, v smislu čustveno. In še enkrat, džabe sanjati o stopni 500 pa o pravilni uporabi kronske čakre, dokler nimaš čustev pod kontrolo. Konec koncev, kot smo rekli, čustva so doma v telesu, treba jih je občutiti, ne smemo jih zanemarjati, ne smemo jih dajati pod preprogo. Tista, ki pa so neizražena čustva, pa počasi prihajajo na plano iz dneva v dan bolj in ne se tega bati pogledati in razrešiti, sami sabo razrešiti. Pogledati, reči, alright, tole pa izvira od tam in tam. Joj, kako smo bili ali ranjeni, ali prizadeti, izdani, kakorkoli, ampak to nismo več mi. Ne? Jaz sem nekaj več in prav je, da doživljam, nisem več majhno bitje, majhna mravlja, kot je prej rekla 098 MO ali MR. Nismo majhni, mi postajamo zavestno veliki in energija znotraj nas je tisto, ki nas tera in goni. Ne pamet zgolj. Pamet je za zraven, je orodje, ampak energija, občutki naši štejejo. Džabe tebi diploma, če si pa v stiski. Džabe tebi diploma, če pa nimaš notranjega miru. Džabe tebi vse materialno bogatstvo, če pa si ti znotraj sebe ves raztrgan in raztreščen. In tako. In ja, čustva so predpogoj, da stopimo naprej, so most čez ta, bom rekel, troubled water, čez ta, bom rekel, divje vode iz ene strani, ki rečemo tretja dimenzija, čez četrto, ki jo imenujemo most, v peto dimenzijo, ki je naša
naravno stanje, naša srčna in grlena in korenska in tretje oko in kronska čakra, vse to spada zraven v 5. dimenzijo, pa vendarle, dokler ne uredimo spodnjih čakr, osnovnih čustev, dokler tega ne uredimo, ne gre naprej. A ne? Ja, to je to, dragi moji, ko boste odpirali tretje oko, naj vam povem, da obstaja ena velika nevarnost pri tretjem očesu, ne da vidite narobe, ampak vidite preveč in to okolici nikakor ne odgovarja in vas bodo probali prepričati, da vidite narobe. Ne, vidite modro nebo, oni pravijo, da je pa rdeče, da so copati za na glavo, ne za na noge, ne, vse sort vas probajo prepričati, ampak dajte se zavedati, da morala, vest, etika in notranji prav je prav. Po občutku in 6. čut in ostala čutila ne lažejo, intuicija ve več, kot je možno z glavo sestaviti skupaj in intuicija je nekaj, kar je treba poslušati, kar je treba znati poslušati in dokler nimaš ti stabiliziranih čustev, je od te intuicije en klinc-klanc, ne, plus nezaupanje in tako naprej. To je to, dragi moji, kar se mene tiče, se jaz na tej točki od vas poslavljam. Ura je 7 minut do 9, čas leti in cajt je, da gremo z Hobiti naprej in Lord of the Rings, naj bo zaključna slika, zvočna podoba današnjega jutra. Jaz vam želim, da ste v dnevu pogumni, da sestavite svoje čustva čedalje bolj pod kontrolo in imate sami sebe na ta način pod kontrolo, da vas ne zamajajo situacije. Zavedajte se, da je lakota v svetu, energetska lakota velika, vse bi dali, da bi lahko požrli in na vas je, rečete da ali ne, ali pač dovolite sami sebi, da je tisti trigger še vedno trigger in ga niste ozdravili. Zato, da ga niste ozdravili, ste krivi vi, da je trigger nastal, pa niste krivi vi. In ne rabite sebe kriviti, prav je, da se pozdravimo in na tej poti z dvigovanja lastne zavesti napredujemo. Vsak dan nas je več, vsak dan smo višje, sistem vse bolj razpada in vsak dan gre sistem bolj Sodoma in Gomora je tukaj. Dragi moji, želim vam prečudovit dan in seveda vse dobro. Vsem. Čau, čau.